Ja, ta primer s Kosta nas je itak vse šokiral, ker star 13 let in da gre pobit pač svoje vrstnike. To je, ne vem, sploh ne dojemamo zdaj od tega, koliko že kakšen let, ampak kada je bilo včeraj. Še zmer se veliko govori o tem in tudi ogromno neodgovorjenih vprašanj je. Mene najbolj zanima, ker ste malo raziskoval pa proučeval ga, zakaj se je spravil na vrstnike? Zakaj ne recimo na mamo, če je usojenih zelo mamo krivil pa vse to, ampak vrstnike je šel pobijati? Zakaj ne one, ki so bili krivi torej v njegovi glavi? V njegovem nezavednem so bili krivi. Človeka duševnost pač tako deluje, da se ene travme, ki jih otrok naseli v otroštvu, in to kar v zgodnjem otroštvu. To smo mi malo zavajeni, če mi mislimo, da je mama bila tukaj sedaj v osnovni šoli tista, ki je hotela zmage. Ona je njemu zagodila, ko je bil še dojenček, dete, se pravi tam odipalna faza do 4., 5., 6. leta. Tam je ključno, tam se sformatira cel hard disk otroku za celo življenje. Zato je Freud uporabljal to frazo, da je otrok oče odraslega človeka. To je izposodil si pa nekega Williama Wordsworda, nekega pesnika 1802. leta, in to neko pesnico napisal, ki je ta vers uporabil, ker ljudje točno ne vejo, kaj zdaj to pomeni, da je otrok oče odraslega človeka. To pomeni, da se nam vsem celo otroštvo vrača, oralna, analna, falična faza in vsi dogodki, ne samo te faze, ki jih je Freud opisal, ker potem so bili tudi recimo tale John Bowley pa Mary Ainsworth sta proučevala tipe navezanosti otroka na mamico. Te feministke so pol hotele vpeljati na negujoči objekt, ne, na mamico je. Res pa je, da včasih lahko ena na promila tudi kdo drug postane, če mamica umre, negovalni objekt. Otrok mora biti varno navezan na mamico. Če je nevarno navezan, obstaja pa eni 3 tipi, zdaj dezorientiran, ambivalenten, 3 tipi, pa še to niso čisti tipi, navezanosti na mamico, ki se reflektirajo v vsaki nadaljnji navezanosti človeka na svoje objekte želje, se pravi na ljudi, s katerim so v čustvenem odnosu, in tudi na okolico. In zdaj ta Kosta je kupico enih virusov, če se računalniško izrazim, posnel na svoj hard disk, v svoj BIOS, ker mamica mu je servirala tudi varuške in delala kariero. On je imel fundament tako ranjen, kot recimo ga imajo ranjenega tudi serijski morilci. In od serijskih morilcev nikogar ni, ki bi svojo mamo ubil. Pa ubijajo ženske zaradi mame. Se pravi, mame se bojijo ko hudič križa. Odrasli moški, serijski morilci, ki ubijajo ženske, pa ima mama doma, ampak ne ubije mame. Razen bil je pa Ed Kemper, to je pa nek 2,10 velik, ki je najprej ubil dedka pa babico pri 16 letih, ne pri 13, pri 16 letih. In potem je šel v poboljševalnico za 6 let, so mislili, da so ga ozdravili, predrugačili, in potem je on tako na skrivaj ubijal štoparke. Ženske, ki so kakorkoli imele nek greh, on je si racionaliziral, da so te ženske zdaj pa odpadek, da dela uslugo družbi, in te neke štoparke, mislim, da jih je 12 pobil, ampak v končni fazi pa on ubil pa tudi mamo. Se to je kaj naš Trobec, ki je tudi pobil, no ne štoparke, ampak recimo... Trobec je naključno se tudi znajdel, brez očeta bil, jezo do mame imel, govoril ni do 4. leta, imel sestro dvojčico, ki je bila zblojena na drug način, ampak fanti imajo pa testosteronskost. No, ta Ed Kemper na koncu pa mamo ubil. In potem je pa hecno, je pa rekel, zdaj sem pa ozdravljen ubijanja, ki je ubil mamo. Ker zaradi serijskih morilcev, ki jih ima Amerika, mi v celem svetu, pri nam je pa Karmen Šterk, ta serijski morilec, normalen psihopat, psihopatološke matere, knjigo napisala, in tam se eklatantno dokazuje, da moški, ki ubija žensko, na simbolno nezavedni ravni ubija mamo. In so mame krive za te serijske morilce, tudi amok napadalce. To je recimo Kosta, tisti, ki tako na tak način streljajo, množično streljajo. Amok napadalci imajo ime. Mame so krive, ampak človeška psiha je pa tako narejena,
da otrok, ki je jezen na mamo, tudi pol, ko odrašča, pa obdobje latence, ne, ta Kosta Kecmanović je bil v obdobju latence in jeza do mame, bi mu šele lahko izbruhnila po 18. letu, pa med puberteto, ne še pri 13 letih. In potem se ne bi jezil na mamo bi se bal in z mamo ni mogel Kosta obračunati na način, da kakorkoli, ne, da bi tam vpil na mamo, ti si kriva, zakaj me jebeš v glavo s temi tvojimi željami, da bi bil jaz najboljši, kar se zdaj nekaj izpostavlja. On bi se lahko kregal z mamo, ampak potlačena jeza do lastne mame mu eskalira v ženskih likih. Ne? Ženska naslednica mame, zdaj lahko se izživlja na svoji ženi, ker grehe, ki jih ima mama, načeloma žena dobi, ker ima simbolno zastopstvo mame, ko se pač moški poroči, ko nora zaljubljenost mine, ko se ustvari neka monotonija v seksu, po kakih 5-10 letih, potem vsa jeza moškega, ki je kot otrok potlačil do mame, pokasira ženska. Žena, ki mu rodi otroke. Ampak obstajajo tudi serijski morilci, ki so pa ženo imel, pa družino, pa otroke, ampak je pa skozi ubil pa ženske. Ne? Se pravi, ni tisto jezo do mame kanaliziral na svojo ženo, ki je bila dosti v redu, ni imela grehov, prilagodljiva, ampak so jezo do mame dobila pa tiste naključne ženske, ki jih je rabil, da jih je ubival, ker te serijski morilci doživljajo sadistično naslado. Torej, če sklenem, Kosta to ni počel na mami zato, ker človeška psiha tako deluje, da se tista osnovna jeza potlači in potem se osnovna jeza simbolno vrne. In dobijo pa tisto porcijo jeze ne mama, ki je kriva, ampak simbolne naslednice mame, to so pa ženske oziroma žena. Žena ali pa ženske. Zdaj, pri Kosti ni bilo čisto tako. Ja, ker je bil star šele 13. Ker šele 13, njemu se, bom v nadaljevanju povedal, da sploh ta, rekel, te punčke, ki jih je ubijal, ni nujno, da so bile toliko suvereno simbolne naslednice matere, pa tudi sestra, ni tako nedolžen lik v tej zgodbi, ampak je on užival. In to je tudi povedal v par stavkih. A se je počutil močnega, ali kaj? On je sadistično užival, vedoč, da mama trpi, ker on počne to, kar počne, in bo mama pokasirala vso jezo okolice, ki si jo mama zasluži trpljenje, in on, ko je ubijal, je bila to kolateralna škoda, in tukaj ni on užival, ki je tiste punčke pobijal. On je užival ob misli, da mama trpi. In tudi zdaj to sojenje, ki je bilo en mesec nazaj, on je tam vse te dikcije, ki jih je izustil tam v tem zaslišanju, je v bistvu napirjal tako, da je pričal proti staršem, da on ni kriv, ker on je bil na sojenju staršev, staršem se sodi zdaj v teh časih, ne Kosti. In Kosta je pričal na način, da bodo starši obsojeni, ne, vi ste krivi, ampak ni zdaj tukaj oče kriv, ki je naučil streljati, ne, ampak je mama kriva, jezo do mame je potlačen, zdaj on uživa, ko mamo javnost linča. Zdaj to, da tudi njega linča, je to... To je v zakupu vzel, ja. To je pač v zakupu, ne. Ampak koliko je bolj potencialno takih morilcev na svetu, glede na to, da nasilje narašča, govorimo veliko, ampak polno enih pravil, nekako v praksi pa se ne zdi glih, da se kaj izboljšuje. In koliko je potencialno teh morilcev, ki gledajo igrice? Če dalje več, tudi igrice. Ta Kosta je igral eno igrico, ki je sicer prepovedana. Starši menda niti niso vedeli, da to igrico igra, ker če bi vedeli, bi jo, ker je prepovedana za otroke, ker je to krvava, streljanje, bi mu verjetno prepovedal. On jo je dobil tam, shekal, ne vem, jo je imel in igral. Recimo jaz svojim otrokom nisem pustil teh igric. Nista bila pozorna, kaj gleda, in to je tudi treba poudariti, da je treba to spremljati. Ne, da nista bila pozorna, ona dva nista vedela, on je to na skrivaj delal, oziroma tisti, ki je igral, starši niso toliko izurjeni, da bi vedeli, da ena igrica, v vsaki risanki je neko streljanje, tudi Tom in Jerry imajo tam izreden nek sadizem. Zdaj te igrice so pa vendarle igrice, kje se pa zdaj kdo poglablja, da bi cel elaborat nekega latentnega sadizma
agresivnosti spesnil na svojem otroku, ki igra igrice. Sam na kaj je treba biti staršem pozornih, imajo zdaj najstnike ali pa še manj kot najstnike, da se to prepreči, ker tega zna biti zelo veliko po tej logiki. Staršem bi bilo treba dopovedati, jih izobraževati, da biti starš ni tako enostavno. To ne more tako z levo roko to jemati, to recimo z levo roko jemljajo tudi feministke. In zdaj tako, v nadaljevanju bi eno to tezo rad izpostavil. Če ne bi feminizem v Srbiji, ki je tudi močen, bil tako močen, bi tale mamica čisto drugače materinovala, tako je pa ta družba tako, bi rekel, prokapitalistična, da denar šteje, dela karijera šteje in tudi pri nekih karierističnih ženskah šteje karijera in potem, ko daje na vago, ali bom imela denar pa kariero, pa bom ugledna v družbi, ali bom dobra mamica. In ta se je odločila za kariero. Otroku je servirala, jaz sem takoj povedal, par dneh po amok tem napadu, lansko leto, junija, kdaj je bilo, ali maja, sem rekel, ta otrok je imel varuške. Tem se mama ni posvečala, ta ni imel varen tip navezanosti na mamo. On je pa hrepenel po mami. Hrepenel po mami, tako kot vsak otrok, ker so delali tudi eksperimente na otrocih. So jih, recimo, deprivacija je, odstranitev, senzorna deprivacija se ve, ko človeka zaprijo eno komoro, pa nima držljajo, to komi preživi. Če se pa otroka izolira od mame, recimo jaz sem ta teden posnel video, moj lasten video o Tedu Kačinskemu. Ta je pa zaglavil v bolnici na pobudo bolnišnične strokovne doktrine, da se male otroke izolira od mame in se jih pozdravijo v bolnici. Ta Ted Kačinski, to je bil tudi serijski morilec, tudi Karmen Šterk ga omenja, ampak on ni ubijal žensk, niti te moške, 3 je samo ubil. On je delal terorizem na tehnologijo, ker je kot otrok bil pahnjen v tehnologijo, namesto da bo mama ga božala pa pozdravila, ker je bila strokovna doktrina leta 1943 v Ameriki taka, da bojo pa zdaj sodobni pristop k zdravljenju dojenčkov, da ga dajo v inkubator in pa je bil brez mamice. Torej, te računalniki v bistvu so en tempiran orožje praktično pri vzgoji, lahko. Seveda, ker te starši ne vejo za škodljivost igrice, določene igrice so nedolžne, ampak krvave igrice pa niso tako nedolžne. Jaz, ko sem videl, da moji otroci streljanje, to sem jaz prepovedal. Ampak poleg sta bila pa že starejša, pa sem vedel, da to ne vpliva na njih. Recimo, torej, koliko starejša, koliko let? Najstnika sta bila to, tam 13, 15, pa 17 let, so imeli tam neka streljanja. To je neka testosteronska, ki je sublimirana. Sublimacija je nek proces, obrambni mehanizem, kjer se moška napadalnost, testosteronskost sublimativno pokuri v tej še vedno agresivnosti, tudi sublimacija je tudi boks. Recimo, jaz sem te dni poslušal pač nek filozofski kolokvij, češ moralne vrednote pri boksu. Boks je premalo sublimiran, ker tam je enih 10-20 ljudi že umrlo v samem boksu. Pa bokseri niso šli v zapor, so tam ubili svojega nasprotnika. To je kot vojak, ki ga je na frontu. Seveda, in to je, ali pa Ultimate Fight, pa ta v kletki, K1, to je premalo sublimirano in tudi ta igrica je premalo sublimirana, ker se tam krva, pa še tako, to se prav vidi, to je kri, to so računalniške simulacije, se otrok uživi, da nekoga ustreli, vidi kri. On je zdaj mrtev. In tako narejen, da je not v tej sceni v bistvu. Seveda, in potem on uživa, ko to dela. A pa moški rab odraščajoči nekaj nasilja, ali se lahko čisto nenasilno odrašča? Včasih smo se šli odzuni, ne vem, Ravbari, žandarje, pa ne vem kaj, vse so se fantje tudi šli. Ja, ampak jaz sem to poskušal, kar se je dal. Še tako sem rekel, je hotel iti k karateju. V Trboveljah močen karate. Ne, karate ne boš šel, ker pri tepu se pa ne boš. Ja, se so vsi moji, ne, jaz sem pa tvoj oče, ne boš se. Boš imaš žogo, si talent za vse, karate pa ne boš ti treniral. Potem, in kupil sem vse živo, igračke, pa mu je pa babica kupila vodno pištolo. To je vse igračke stran vrgel, sam da imel vodno pištolo, ki vodo špricala. Samo vse je to pištola. Pa grem na neka svetovanja v družini, grejo za rojstni dan, sina, ki je star 16 let, 17, na paintball. In se streljajo dedek, foter, sin in streljajo en drugega s tistimi simulacijami. Kako pa vi to delate? Ja, to je igra. Ko jaz da bi v igri na svojega sina strelil,
Si dam jaz ne vem kaj, sam sebi šamar, pa kako psihopatološko igro to se gre, ali pa psihopatsko. Torej, kaj bi bilo najbolj zdravo za enega odraščajočega fanta, da ni nasilje, ampak da izživi ta svoj testosteron? Jaz sem recimo vpeljal eno igrico, imenovala se je Moja mami, pa smo se mi rvali za tolo mamico, mlajši sin je tle od spodu, me je zaorat, in da sta vedela, da ima ta moč, ampak da je oče močnejši. In jaz sem sam izželel oziroma izumil in potem pridem do podatka, da so v Ameriki razvojni psihologi in te psihoanalitiki skonstruirali, niso oni igro skonstruirali, ampak v raziskavah so ugotovili, da so najbolj mentalno zdravi tisti fantje, moški, ki so kot otroci doživeli moč očeta. Poštenega, dobrega očeta. Pravičnost. Pa morala pač. Se pravi, dobri oče ima vse te karakteristike in potem, da ti vidiš, da je foter zdaj močen. Unik, ki ima moja mamica, jaz pa tam spim. Ko bom velik, bom tak car kot oče, ki ima mojo mamico. In taki fantje so v odraslosti pokazali največ mentalnega zdravja, trdnosti in so rekli, da je rough and tumbling. To je nek angleški izraz, to je neko prerivanje, rokoborba z očetom, da vidijo, da je oče močen, pošten, ampak da ga ne morejo premagati. Za mamico. In tabu incesta izpostavi otrok ponotranji in da se tem otroku v odraslosti razvije moralna razsodnost in testosteronskost, brez katere danes se ne da. In moški morajo imeti testosteronskost, če ne jih tudi baba ne opazi. Kako pa mama pol v tej vlogi bi se mogla pogovarjati s sinom ali kakšna je njena vloga, da bi zdravo odrastel moški? Recimo, ki ne ljubi pogojno, tako kot je tale mamica od Koste Kecmanović pogojno ljubila. Se pravi, če nisi najboljši, te ne maram, te ignoriram. In tega je tudi veliko v današnjem času. Ja, ker ta kapitalistični sistem zahteva, neke uspehe, v resnici pa ne vejo, da največkrat šteje peace of mind, pa sreča v odraslosti, ne količina denarja. Ker meni tudi bogataši me kličejo, pa to, sikovi, pa vedno rumeni tisk, 1 milijon evrov tam nekje v Švici, pa 5 pretegnjenih otrok, pa 3 babam je življenje uničil. Siko, vas ne bom terapiral, vi morate trpeti do konca svojega življenja. Vi ste 3 žene uničili, pa 5 otrok. Ti pa prav, to je pa genij, tam je pa v 5 minutah. Zato, ker je tip življenja v tej kulturi pač tak, da se ceni nek uspeh, ne ceni se sreča, pa peace of mind, mentalno zdravje naših otrok. Družbeno gledano. In takrat mama mora tista, ki ljubi, boža, ne v red spravlja. Sam ob ločitvah mora pa mama pa tudi svojega sinčka v red spraviti. Ali bo pobezljal, pa bo nehal v šolo hoditi, ker je igrica špila, ali mu bo mama v 6 navila, ker foter se pa za kos podcanega mesa mogoče pa ločil. Pa tako naprej. To je včasih pol problem, ker se pa ločita, ker v bistvu mama pozabi na moža in se samo sinčko posveča, ali pa premalo, ali pa dela kariero. Sinček ima pa problem, ker ima že sovraštvo do mame, ker še odrasel ta sinček in so ločitve. Sovraštva so vedno za nazaj. Zdaj rešujem ene probleme. Ljudje sovražijo mamo za nazaj, kuzla prasica pa svoj punc govori. Če moj otrok to naredil, moj sin, da bi to rekel kuzla prasica svoji punci, se jaz ubijem kot foter, ker sem jaz kriv, ker ga nisem kozih molitič naučil. Če se pa vrnemo na Kosto, recimo, starša sta zdaj odgovorna. Ampak koliko otrok bi naredili enak, če bi imeli dostop do orožja? Kaj bi rekli recimo na to temo dostop do orožja? Kdaj, ali ja, ali ne? Dostop do orožja ni bistven, ker to paradigmo, da bi oče učil streljati sina, tudi mene je foter učil streljati, ampak s fračo. In še fazane, ki so se meni smilili, pa sva jih streljala, ampak se spomnim, sem bil star 5 let in je bilo zanimivo, mi je bilo lušno. Se mi je foter posvečil, tako se je tale foter začel ukvarjati zato, da bi se zbližal s sinom, da bi utrdila odnos, sta šla v to streljenost, v strelišče in da bi neko vez sin oče vzpostavila. Takih zgodb, ko očetje svojega sina nauči streljati, ker streljanje ima spet latentno strukturo. A je to zdravo, oče sin? Zdravo. Ni tako napačno, ko se je izkazalo, da je. Sin hlepi po faličnih atributih. Mogoče je bilo prezgodaj. Tudi prezgodaj ni bilo. To je, bi rekel, v Srbiji imajo 1000 takšnih. Pa zdaj na tem svetu, v tem trenutku na svetu, 1 milijon
očetov uči svoje otroke streljati. Torej, kaj je šlo glih pri tej kosti narobe? Noben od teh otrok, ki jih oče naučil streljati, ne bo nikogar ustrelil na način, kot je to naredil Kosta Kecmanović. Noben otrok, kaj je ključen faktor, da on pa ja, zato, ker se je v spletu okoliščin zgodila tista mama, ampak ne mama, ki je v osnovni šoli pogojno ljubila svojega Kosto, če nisi najboljši, te ne maram, tako kot je zdaj na sodišču izpostavljeno, ker te poznavalci, ki Kosti Kecmanoviću svetujejo, pravijo, daj ti na mamo zvaliti krivdo. In potem mama je rekla, da če nisi najboljši, me ne mara. V to smer. V resnici je pa ta Kosta nastal od 0 do 6 let. Vsi serijski morilci takrat nastanejo, vsi amok napadalci takrat nastanejo, razen če se ne zgodi neka psihoza, se pravi norost, da s halucinacijo on nekaj vid, ker je nor in nekaj vid, česar ni, ta je pa neprištevn, ta tudi kazen ne dobi. Ampak ta je pa bil prištevn. Ta je bil prištevn, ampak njegova patologija se je naselila v njega v prvih letih življenja. Do 6. leta je on nastal to, kar je pol pri 13 ven usekal. Res, da je mama bi ga lahko potem rehabilitirala kot tistega, ki ga je imela na stranskem tiru, pa mogoče je imela celo njegovo sestrico par let mlajšo raje kot njega, kar je sploh narobe, načeloma so punčke bolj princeske s svojim očetom, mamice so pa začarane s svojimi sinčki. Tako je prav. Pri tem se je en splet enih naključnih okoliščin zgodil, zagotovo se je zgodil, ne ve se pa točno kako. Tiste varuške mu je servirala. Zdaj jaz to vem, ker imam insajdersko informacijo, kako je mama delala kariero na ministrstvu, ali kje je že bila. Jaz sem to dobil informacije iz Srbije, iz prve roke. Nekdo je bil sodelavec te mame. Pa je sicer bila uglajena, ampak ful ambiciozna in vedno je bila tam. Ja, kdo je pa tam, zdaj pa doma? Ja, sinček brez mamice. Ja, kdo pa je z njim? Varuška. Ena zjutraj, ena popoldne, mamica pa nadure dela. In je mislila, da je poskrbljen, ker ona je skrbela za materialen udobje. Evo, zdaj pa ena ključna informacija, ki noben v Srbiji ne ve, nisem jo niti v Faktorju izpostavil. Kulturni trend te leve scene, ki ima za epicenter ideologijo feminizma, zaradi katere so zdaj lezbijke dobile pravico, da se umetno plajajo v ustavno sodišče. Ta feminizem je dosegel, da se ženske indoktrinira z idejo, da so enake kot moški, da lahko delajo kariero, imajo enako denarja, denar je simbol moškega spolnega organa in moški ima ejakulirajoče genitalije, on mora zaejakulirati denar v družino. Ženska ima sprejemajoče genitalije. Ta feminizem, ki se zgleduje po moških v objemu zavidanja penisa, se reče po Freudu, je indoktriniral bodoče rodove, tudi to mamo od Koste Kecmanovića, koliko je pa to za ena vrednota, če ti narediš faks, magisterij, doktorat, pa imaš službo, kariero, si direktorca, otroke imaš invalidne. Zdaj pa pokasirala, torej mama je pokasirala ideologijo, ki jo je slepo sprejela, in zdaj, če bi bil jaz mama, ali pa če bi jaz mami svetoval, pa ji pomagal se braniti na sodišču, bi rekel, čakajte malo. Jaz sem dnevno bila indoktrinirana z vseh medijev, kako je prav, da smo ženske in moški enaki, da ženske moramo imeti kariero, da otrok ima tudi očeta, pa naj oče bo doma, ali pa imamo varuške. In potem so te mame začarane, kako je fajn delati kariero. Ja, otrok te pa teta kliče. In če bi ta mamica, če bi imel časovni stroj, pa bi jaz šel prišepnim, gospa, ne delati kariere, bote inventar. Pa saj malo manj, da bi bila več lahko si. Donald Winnicott je rekel, otrok je inventar svoje mame. Nič ni takega kot otrok in mama, vedno je paket mama in otrok. Skupaj v paketu. Ja, to je res. Ta je pa dala mu varuško, da je lahko delala kariero. Boh ve, koliko časa je dojila. Ko otrok dojen, mora isto mamico videvati, isto mamico, ne da temu flašo jeti da. Imenovano oče, ali pa babica, ali pa varuška. Mamico mora vedno znova pogleda, lačen sem, odprem oči, isti obraz, lepa mamica. Ali flaška, ali pa dobra dojka. Tle se pa podajo tistega dojenčka, pa dobri očka, novo očetovstvo in pa pride jeti, pa otroku očetuje. To je kriminal nad otroci in pa dobimo take koste, ker te mame delajo kariero na pobudo feminizma. Kje pa ste zdaj feministke? Srbske feministke so krive, da je tale mama tak kiks naredila.
To pa noben ni v čeprav Srbiji. odločitev je pa zmeraj njena, torej vsak človek se zase odloča, v želo kariero ali se boš otroku Pa se je odločitev tudi tisti, Torej odgovornost je tudi njena. Tisti, ki te butaste tablete, zdravila, antidepresive jejo, ki niso zdravila, tudi sami jih vzejo, lejte, to vam je dam, odločitev, ja. če nočiš pa ven špuk, ne. Samo problem je tukaj pri tej mami od koste, da se ni zavedala posledic mogoče. Seveda se ni Zdaj se lahko zavedala. na njenem primeru Zato, učimo, opozorimo. ne, lejte, v Sloveniji Ja. ne sme biti drugo mnenje na področju feminizma izpostavljeno. Televizija Slovenije je samo leva in samo leve, ali pa radio. Urška Henigman, Tita Majer, samo feministke. Jaz sem se enkrat v telefon javil, da bi, lejte, drugo mnenje, to samo dol s telefona dal, še v telefon ne sme. In to je ta enoumje, ker če bi bila dva mnenja, pa da bi še nekdo drug rekel, če bi dojenčki spregovorili, feminizem bi včeraj crknil. Če bi dojenčki spregovorili, kje si mami, ja v službi sem. Ekstremu, ja. Pusti službo, jaz sem tlele, tvoj sem, ne. In ta otrok je samo enkrat mlad. Ja, to je res. In če je tle patologija, je gotovo za cel življenje. Te mame tega ne vedo, ker so indoktrinirane strani feminizma. Ja. Pri nam bi rekel 8. marec, ne, Mirovni inštitut, vse te leve podružnice. Kaj je že ura, nenasilna komunikacija, sama feministke, pa tam se izživljajo nad moškimi. Ja, Seveda in so v bistvu tudi krivi. niso nenasilne, kakor so kao nenasilne. Moški so seveda tudi krivi, Ja, okej, ampak ampak ta zdaj- sistemska simbolna kastracija očetov že tako in tako zaznamuje sinove na en način, deklice na svoj način. Ja. Ne, če je foter simbolno kastriran, pa če je slab, da ni dober, kretenski sam po sebi, da svojo patologijo iz svoje primarne družine prinesel. Ampak pri nam je sistem profeministični na način, da ti družba sistemsko kastrira očete in skastrirani oče ne more očetovati sinu. Ja, nekako ni več te moči glih zaradi tega feminizma. Torej, lahko rečemo, da v bistvu v družbi se dogaja prikrito indoktrinacija nekako. Ker torej drugega mnenja ne poslušajo. Feminizem reče svoje, drugo mnenje ni upoštevano, to ni demokratično. Torej. Ja. Suma sumarum, če rečem, feminizem ne pusti drugega mnenja in daje neko ideologijo, ki je nora ideologija, ki enači oba spola. Gender teorija, češ da je spol kulturni proizvod. Ne, spol, psihični spol, diktira anatomijo genitalij, kastracijski kompleks, ki se zgodi v oedipalni fazi. Anatomija genitalij je ključna. Ne kulturni konstrukt mačistične, falocentrične ideologije. In feministke so s svojimi nebulozami, zmotnimi prepričanji indoktrinirali bodoče rodove ženski in one mislijo, da gre lahko kar una brez da koristi porodniško, da gre kar lahko takoj v službo. To dela mnoge Američanke. Ne? In potem pri nam, kaj se je zgodilo? Hočejo, Anja Kopač Mrak, včasih rečem mrak na oči, je ustoličila, hotla je, da bi novo očetovstvo bilo tako, da bi en mesec porodniškega dopusta se prevaliral iz žensk na očete. In so ženstvene ženske rekla, ne, tega nam pa ne boste delale, ve, spoštovane feministke. In feministka se ko svinja buče zažre noter v normalne ženske in normalne ženske, kot tiste kure, slepo kupijo, jaz sem bila pridna v šoli, sem naredila faks pa magisterij, moj je bil pa tale bolj živ, pa je tam zdaj skladiščnik, pa ima 1000 evrov plače, jaz imam pa lahko 3000, če bom uspela v karieri, pa imam pa 3000 evrov plače, un je skladiščnik, una je pa ravnateljica, direktorica. Otroca zjeban, pa Kosta Kecmanović rata. Ko bi pa to na hčerko vplivala? Je varianta tudi, da bi kakšna hčerka v taki isti poziciji postala morilka svojih vrstnikov ali kaj? Ne. Kje je razlika tukaj? Kaj morajo starši paziti bolj pri hčerkah, bolj pri sinovih? Hčerka je estrogenska, ne? Ona je autodestruktivna. Moški s svojimi rinjajočimi genitalijami. Da ne rečem hormonsko strukturo, ki je testosteronska, ampak hormoni sledijo psihičnemu dogajanju. Moško dogajanje je falično dogajanje, zato obstaja falična faza. V falični fazi, pri 3, 4, 5 letih, ki se zgodi oedipokompleks, se zgodi kastracijski kompleks. Franšiza kastracijskega kompleksa je kastracijska bojazen, ki jo premore samo fantek, moški sin. Ker je kastratibilen, se mu da odrezati, deklici se ne da nič odrezati. Ona ni zabrazgotinjena, ker je v osnovi necela. Ona ne more anticipirati groze, meni pa lahko lulčka nekdo odreže. Kdo pa je to?
foter, če si želim njegove mamice. Deklica tega nima. Ona, ko ni deležna normalnega očeta, ki bi rekel, ti si moja princeska, lepa si, kaj dobi, ja, motne hranjenja, pa neke autodestruktivne, samorezanje, bruhanje, telo je ne v redu, ker očka ni bil prisoten, pa je hvalil svojo punčko. Ona autodestruktivno na sebe vali krivdo, ona ni popadljiva na tak način do družbe, kot to delajo fantje. Punčka ni kot ženska škodljiva družbi na tak način, ona je škodljiva sebi. Posredno tudi družbi. Recimo, psihopati so lahko moški in ženske, na nek način imajo meno osebnostno motnjo, kakorkoli, ampak sociopati so pa bolj moški, ženske ne to, ker se ne zažre v družbo. Sociopatija v osnovi pomeni, da se nek psihopat, psihopatološko strukturo osebnosti zapodi v družbo in družbo demolira. In je sociopat, ker vpliva na družbo. Torej, ženska je bolj močna v besedah, recimo, moški je pa v dejanjih, zato so bolj morilci moški. Tudi to je. Moški ima dejanja, ki ima vedno falično strukturo. On tam eksplodira, rine, demolira, zato ker njegov penis je aktiven. Ženska vagina je pasivna, ona ne dela po družbi, harakirja, ona ga dela na sebi, se reže, ne vem, vse narobe je z njo in implodira. Ona implodira. Moški pa zaradi anatomije genitalij in hormonske strukture, ki podpira faličnost, on eksplodira na ven, on zaznamuje družbo. Ona pa sama sebe zaznamuje. Moški bi bil v bistvu tolažnik, ženske, ki vas obrne vse. Zdaj bi še tole bi rekel, ne. Moški je šibek na besedi, zato ker je moč na dejanjih, ženska pa nima te fizične moči, pa razvije 10-krat močnejšo verbalnost. Zna v besedi pičko kačen, to z besedo drdra, dnevno 5000 besed, da od sebe, moški pa do 1000 še pride, več pa ne. On samo seka, ker ne zna nič povedati, ona pa piči. Zdaj, če je oče normalen, sanira, torej ne sanira, deklica zaznamuje na način, da bo deklica, ok, z besedo, ampak predvsem s svojo feminilnostjo, nemočnostjo, lepoto, seksualnostjo, seksabilnostjo, tako suvereno ukrotila tega alfa samca, da bo on sedi, lezi, tačko, glas, krotek bo, ker ga bo z nemočnostjo ukrotila, če bil ta testosteronski moški deležen dobre mame, nežne mame, in on bo ves nežen, če mu bo deklica, torej ženska, servirala, rekel tam, namig, krotkost, pa še 2 solze vid, ko vidiš ti žensko solzo, krotek si, če si normalen. Ko vidiš žensko, solzo si krotek. Ko vidiš nemočno žensko, hoče zaščititi in varovati normalen moški. Ja, tudi ženske. Če ima ob sebi normalnega moškega. Zdaj, če ima pa moški zamero do lastne mame, teh moških ni tako malo, potem se pa tem moškim pa strga v vsakem primeru, ker predeluje zamero do lastne mame. Ja, pa bo pa videl nemočno žensko, bo rekel, kaj je glubi žrtev. Tako, mi smo imeli zdaj en dan boja nenasilnega do žensk, se pravi, dan boja proti nasilju nad ženskami. In pol smo imeli vsega moški krivi. Ok, če bi jaz žensko udaril, nikoli v življenju nisem, če jo bi, si jo odžagam, jaz roko, ko Julija Adlešič, sam si jo odžagam, ker mene mama ni tepla. Zdaj pa vsak moški, ki lahko žensko udari, jo udari zato, ker mu je mama zjebala fundament, bios, in potem to kasira ženska. In vsega smo moški krivi, v resnici pa mama naredila. Zmeri izvira vse iz mame. Seveda, dan boja proti nasilju nad ženskami je treba mamo upeljati. Vsak moški, to sem v Faktorju povedal, en moški je svojo ženo tako kaznoval, da je svojo hčerko čez balkon vrgel. Zakaj? Zato, da je žena trpela. Hčerko je imel pa rad. Samo stran žena je bila pa mama, on je imel zamero do lastne mame in potem je ženo kaznoval tako, da je lastno hčerko, ki je imel red zabrisati čez balkon, ki je užival, kako žena trpi. On stran žena je bila pa tudi bivši policaj. No, če se vrnemo na Kosto, ena prijateljica me je vprašala, ona ima hčerko, kmalu bo šla v šolo. Mi je rekla, da veliko njenih prijateljic teh vrstnic zanima. Kako naj bojo mirne, glede na to, kaj se je naredilo, ona je tudi iz Srbije,
Ko pošljajo hčerko torej v šolo, da se ne najde en tak kosta, na kaj morajo biti pozorne, kako sploh to vedeti, a je sploh možno to vedeti in biti miren, otroka sem poslala v šolo, prišel bo živ in zdrav nazaj. Ne bo en psiho se pojavil. Mi imamo informacijo, črv ne mota not po glav, ampak zdaj, ko bi jaz dal roko v ogenj, velika verjetnost je, da se naslednjih 10 let tole ne bo naredil. Nikjer? Na področju Slovenije ali pa bivše Jugoslavije, ker pač to, recimo, da smo bivša Jugoslavija. Čeprav, ne, so pa te ekscesi nalezljivi. Ker takrat, ki je ta Kosta to naredil, se tam dol v Srbiji nekaj podobnega naredil, ker tole te norci malo kopirajo. Ker Kosta je imel še celo ene privržence. Ja, saj, kakšen je profil takih ljudi? To so hvalospeve mu odpirajo skupine. Tako bom rekel, človek je narejen, da se upira avtoriteti. In če se mainstream vzpostavi, mi pa smo trpeči, Kosta Kecmanović je pa to naredil, treba ga je, ne vem, linčati Kosto, to javno zahteva, ki je tudi malo absurdno, to so pa starši krivi. Pa se pa najde nekdo, ki a priorno uporeka avtoriteti in mainstream mnenje ali pa mnenje stroke in vseh je takole in pa se norci najde, bojo v tomu uporekali. A priorno, vedno je tako. Se pravi, ljudje nismo tako narejeni, družba je tako narejena, ker je človeška duševnost tako narejena. Da se vzpostavi neko gledanje in zato, ker ima dispozicijo, da kontrira moški načeloma, kontrira neki avtoriteti, ki je vzpostavila nek mnenje, bo a priorno, zato da je kontra. Rekel neko nebulozo. In on potihem ve, da je to nebuloza. Provokacija v bistvu. Provocira, ampak si zna pa racionalizirati. Češ, meni se je tudi v šoli dogajala krivica, pa me noben ni poslušal, evo, odslej naprej bojo pa pač pozorni, da se ne bo dogajalo, kar se je, ne vem, Kosti Kecmanović in se ena krivica naredila, ker je oceno nezadostno pri zgodovini dobil. Pa tako naprej. Kupica enih stvari je še takih, in pol te, ki oporekajo, te je bilo treba na sramotilni steber pribiti. Ja, dejansko, ker tukaj morala pač ni... Je bil eden fantek, celo v Trbolah ali v Sloveniji, ki je v času, ki je ta Kosta imel ta nek zločin, je on na 3-4 stavke izrekel take bolj udarne, v teh časih, takratnih časih, in punčka je tole rekla, da je on je pa tole rekel, učiteljica kliče policijo, pride policija, ta je pa skrb padel. Od muke, nekaj rekel, kar sploh ni mislil, rekel in so ga v bolnico odpeljali. Ker je on trpel, ker je izrekel nekaj, kar sploh ne misli. Zakaj smo kot družba tako naravnani, da v bistvu zdaj, recimo, kaj ta Kosta, mi iščemo zdaj krivce. In več se ukvarjamo s krivcem kot s problemom. Torej, je on kriv, so starši krivi, kakorkoli, ampak zakaj se manj s problemom ukvarjamo kot z iskanjem krivca? Kaj da bo pol kaj drugače, bo pa zdaj kriv je ta, kriv je on. Olajša se duša, ker pa en kriv. Ja, ampak rešitve je treba iskati. Ja, zdaj pa tako. V tej situaciji sej formalno sta kriva starša, ampak ona dva nista niti podrazno mislila in tudi na tisoče staršev takih, približno takih, kot je Kosta. Ampak pa te drugi fanti ima drugo gensko strukturo, druge igrice so špilali, niso bili deležni, ne vem, orožja, ker ga nimajo vsak doma orožja, spletenih tisočih okoliščin je bil, da se je to zgodilo. Zdaj bomo pa mi zapisov manj naroda upeljali kva? Smrtno kazen. Zakon za nazaj spremenili. Otroka bomo kar razglasili za psihopata, otrok še ne more biti psihopat. Ne moremo se mu soditi kot odraslemu, ker še nima razvitega nadjaza. Ampak zato, da je folk pomirjen, odstopi minister in je odstopil. Tam ravnateljica mora odstopiti, ker ni bilo, kaj vem, varovanja, ker ni bilo ne vem česa. Ne, potem se na pobudo teh ovc, se pravi javnosti, da je javnost pomirjena, da ne bo demolirala vlade, Vučića, ne vem, Vučić je kriv, Vučić je tako, pa bi bil vsega kriv, ne. Zato, da je folk pomirjen, najdejo neke dežurne krivce. Sej, na partijo 12 let grozi fotru. Absolutno ni foter na tak način. Ja, kdo je še kriv? Ja, predsednik strelskega društva. On je dal glavo dol in sprejel krivdo. Ima nek hišni pripor za pol leta. Kdo je še kriv? Ja, inštruktor, ki je vedel
da otrok se uči streljati. Ni vedel. To naj bi bilo za opomin drugih. Ja, in je ta kriv, kriv, pa dva starša. Vsi starša sta potihem sta kriva. Ampak če bi imeli starši zdaj spretne odvetnike, bi se ugotovilo, da nihče na tem svetu ni mogel anticipirati, da bo to bitje imenovano fantek pri 13 letih na podlagi vsega tega, ki se mu zgodil, da bo naredil pomor 10 ljudi. Nihče ni mogel vedeti. To je bil en slučaj in ne moramo zdaj dva starša spraviti v zapor za 10 let, ker imata še otročka, še enega, ker to nista delala načrtno. V objemu neke nevednosti, plus nevednosti. Tale mamica je bila indoktrinirana s feminizmom, ki je zaukazal delati kariero. Pa naj bo feminizem kriv. Ne ta ženska, ki je nasedla feminizmu, delala kariero, pa dala varuški svojemu kosti. Sodni sistem je odstrašanski zagati in ta primer je paradigmatski primer, kjer se lahko proučuje družbena norost. Kako se zdaj pravni sistem ne najde, kako bi vpeljali smrtno kazen, kako se hoče otroka zaznamovati s psihopatijo, češ da je otrok psihopat. Otrok ne more biti psihopat. Manj se pa dela na preventivi, da se prepreči v bodoče, čeprav se kao dela. Ampak v bistvu se gre bolj za to kaznovanje, pa... Lajša se dušo. Kako se dela na preventivi? Kaj bi bila rešitev recimo za starša? No, če bi jaz zdaj tam parim svetoval, se tam en Zoran Milivojevič je dost normalen, kakor ga vidim, tam ena Mila Lečkovič, ki se je imel za ful dobro strokovnjakinjo. Ta je čisto temu brcla. Ta bi pa kar, pa nekateri psihologi, strokovnjaki, peljali smrtno kazen. In to za otroke. Spremenili zakon, ki bi deloval za nazaj, ker ta Kosta Krecmanović. Pri 18 letih boš on ven. On ni kriv. Po teh zakonih on ni kriv. Ker dejansko pri 13 letih nima Nadja za razvidga, ki se mu bo razvil šele po 18-20 letu. Zato ni obžalovanja, ker še ne more... Ja, ni obžalovanja. Zdaj, ena stvar, ki jaz ne vem, a sem jo povedal. Ta Kosta lahko naredi samomor. Ker po moji percepciji on Oedipo kompleks razrešil s tistim močnim očetom. Ok, saj tudi mama je malo premočna, pogojno ljubeča. Ampak vsem ta mama ni oče. Oče ga vsem poskušal v red spravljati, ampak sadove prisotnega očeta ne smeš, pa z mamico jaz spim, ne ti, pa tako naprej, bo tam malo dodelal moralno razsojanje po 18. letu. Takrat ga začne tako lahko vest peč, da bo on naredil samomor. Ker ne bo mogel zdržati, da je 8 pulčkov bil, pa enega fanta pa varnostnika. Vse te, ki pač trpijo zaradi njegovih umorov, bi tukaj doživeli zadoščenje, če bi on samomor naredil. To je res, da zadoščenje, pa olajšanje duše, pa odpustitev. To je nek obrambni mehanizem, ki ga sebi uprizorijo žalujoči, zato da nehajo trpeti. Ko on se spravi, da je Kosta žrtev, kar res je, tudi te starši priznajo, da je Kosta žrtev svojih staršev. Ampak, če bi se uporabila ena dikcija čez 10 let, Kosti smo končno odpustili. Če bi se to zgodilo, te starši, nekateri lahko to rečejo. To naredijo zato, da sami nehajo trpeti, ker če ne odpustijo, ne morejo živeti s to bolečino. Oni vse tudi nekaj v svetu pisa, da je treba odpustiti. Ko ti odpustiš, v bistvu sebi lajšaš dušo, se nehaš žreti, sebi nositi neugodje, ker si odpustil. Ko si odpustil, te nič ne žre noter in pa sebi kupiš ugodje, zato mu odpustiš. Drugače to, formalno, to je neodpustljivo. Tisti starši, ki imajo radi svoje otroke, lahko razumeš, ker otrok je del ega. In ko staršu umre otrok, ego je delček sebe. Ti lahko žaluješ, če ti nekdo umre, ker ta je objekt želje tvoje. Otroka pa starš ponotranji v svoj ego in ko ti zgubiš otroka, zgubiš delček sebe in se ne moreš nikoli naglihati. In pride do melanholije, ne žalovanja. Freud je napisal spis žalovanje in melanholija je depresija. In če staršu umre otrok, to je nemogoče sanirati, tako rekoč nemogoče. Ok, jaz sem imel eno mamico, ki je prišla k meni, sem rekel, te pa ne mogo pomagati, ker je otrok umrl. In pa ugotovim, da ni prišla zaradi tega. Sem rekel, veš, mislim, lokalka je bila. Če bi ti zaradi tega prišla,
bi ti rekel, čarati pa ne znam, lej, ti si normalna, zato žaluješ. Ja. Je rekla, jaz sem to predelala, sva se poslovila, zdaj pa tam gor. A ja, kje pa? A ja, v nebesih. Ok, si ustvarimo nebesa in lažje žalujemo, ne? Ja. Kje pa zdaj pa v nebesih? Mislim, noben ne ve, ali nebesa obstajajo ali ne, Ja, ampak je na to lažno. zato, da manj trpimo, je fajn, ne? Če mamica otroku umre, kje pa je mami, je šla v nebesa. Ja. Kje pa je, ja gor je zdaj v nebesih. In potem otrok manj žaluje. Ja. In to so, pradavnini so si izmislili, ne, posmrtno življenje, zato da ne trpiš toliko. Ampak recimo jaz sem zasledila, da mu tudi ponujajo nekakšno bajno vsoto za intervju, a so Francozi, kjer je, če sem si prav zapomnila. Ja, Francozi, 2 milijona Kaj bo celo. to sporočil družbi, temu Kosti, to je v bistvu kar nagrada, evo, ki si jih toliko pobil. Ne. Čakate jackpot, ko odrasteš. ali Ja, tako? to je nek sekundarni moment, ki je relevanten v nekem teoretskem diskurzu, ampak oni imajo prokapitalistično miselnost in senzacionalizem nosi profit in oni bodo investirali 2 milijona, da jih bodo 10 zaslužili. Ja. Tudi, kaže, Nataša Kampuš je sprejela kupico intervjujev, tudi pri nam je Ja, bila na samo ona je bila RTV-ju. žrtev tukaj, ta bi bil pa Ja. izvajalec. Ok, je bila žrtev, ampak njena zgodba se je tako prodajala, da to jaz sem gledal 3-krat. Ja, ker je bila res edinstvena, ki je prišla Ja. po 10 letih ujetništva. Mene ful zanima, jaz sem skus na teh srbskih, ki je bila tala sojenja, to sem vse, 10 ur na dan sem to preposlušal, da vidim, če dobim jaz kako informacijo, ki meni koristi, da razumem. Ne? Ja. In sem 10 ur preposlušal, da je bilo 5 minut uporabnih informacij. Ena od uporabnih je bila, da je koval načrte, kako bo mama trpela. Ne? On je samo, a zdaj si pa videla, zdaj pa trp. Ja. Ko je prvič videl, zdaj pa trp. Ne? Zato vem, en stavek, pa sem mogel 10 ur poslušati, da sem do enega stavka prišel. In tisti, ki nas to zanima. Plus laična javnost, to ne bojo šli zdaj hollywoodske mojstrovine gledati, to bojo še tiste največje senzacionalizme in senzacija pa je, da bo ta serijski morilec, amok napadalec, ne serijski, amok napadalec, prišel do besede, ko bo pa povedal, to bojo vsi poslušali. To je 10 milijonov evrov bojo Zakaj bojo dobili. poslušali? A zato, ker hočejo razumeti družba, ali zato, da se naslajajo? Ne, to se ti človeka obvladuje načelo ugodja. To so enormne količine ugodja, užitka, adrenalin, ne, adrenalin je hormon. Ampak tle se ti ful odpre, wow, ne, to je, ko un bungee jumping skoč, to si je tako užit, better than sex, reče, on se dol zabrišek. Skoraj umrl, pa ni umrl, ne. Ja. Tle pa največjega psihopata, ki ga lahko dobiš, ga imaš serviranega. Jaz dežuram na telem YouTubeu, vse serijske morilce, ki so spregovorili un Dalmer, pa je še požrl tiste otroke, jih je, ne vem, to si je spet, kad vse pregledal. Mene to zanima, ampak tudi običajnega laika. Rekel, pozornost se mu odpre in v resnici doživlja ugodje, da ne rečem uživanje, kljub temu, da to je tako kot gladiatorji tam v areni, v rimski. Torej, to je mu to lev adrenalina, kaj se sproža? odgriznil mu je glavo in kaj tazga, to ne vidiš. To, Ja. kljub temu, ne, da je neznosno, je vendarle užitek. Pa neke javne eksekucije, ki so bile, so jih tam razčetvirili konji, ne. Ja. Se je ogabno, ampak na eni točki je pa to čarovnico vendarle zažgali, pa ne vem kaj. adrenalin, ki ni zdaj to hormon, gre za eno specifično uživanje, ki ga en delček statistične duševnosti doživlja, ko se gleda javna eksekucija. Ja. Pa še zasmetiti, torej zabrazgotiniti psiho in zato so bile usmrtitev čas javne. Gladiatorske borbe, to so ljudje živali postali, ampak človek v osnovi pa je žival. Ne? Ja. Šele moralna razsodnost človeka počloveči. In zdaj ta Kosta, če to spregovori, to bi za mase ljudi, to bi na milijone ljudi to poslušali tega otroka, ki bi pa govoril neke nebuloze. Ker vse, kar Kosta pove, je treba prebrati kot simptom in razumeti, zakaj ta stavek tako zveni, kaj v njegovem nezavednem. Ker Kosta v resnici ne zna veliko povedati o sebi pa svojih zločinih. Ja. Zdaj so mu dali 250 vprašanj, dobil na zaslišanju očeta pa mame. 250 vprašanj. Tudi mama je Kosto lahko spraševala. Mislim, da ga celo je. Še večji absurd je pa, da otroci ubitih staršev so Kosto zasličevali. To je tak absurd.
Njemu so hoteli slike pokazati, ni hotel videti, ne. Torej, oni so v Ker bi bistvu trpel. njega hoteli prisiliti, da začne obžalovati, umetno obžalovanje bi bilo to, Ja, ker ja. še nima razvitih teh procesov, da bi sploh lahko. Se je vprašala mamica, zakaj si pa mojega sina ubil, pa ja bil tvoj najboljši prijatelj. Je rekel, ni bil moj najboljši prijatelj, zato ker ni pomagal drugim. On ni znal besediti in zdaj te butli, ne, oni, kar Kosta pove, reče, da je to resnica. Ne, človek je govorilo, gobezdalo izreče nekaj, kar ne misli. Ferdinand de Saussure je bil 15 let svojega življenja zadnjih tiho, ker je rekel, jaz svojih misli sploh ne znam besediti. Če jih pa on na drugi strani sploh narobe razume. To je dosti, In je bil ja. tiho. Knjigo Splošna lingvistika so vsi drugi, so od njegovi učenci napisali. Se pravi, Kosta sicer nekaj pove, ampak tisti, ki se spoznamo na psihoanalizo, na nezavedno, moramo mi razumeti, da je ta stavek simptom nekih nezavednih procesov. To je izrekel, nekaj drugega je pa mislil. Ta stavek ni resnica o pobojih. Resnico je treba izluščiti. Torej. Izluščiti, čeprav to, ko je on tle mamo omenjal, ne, v tistem največjem šoku, zdaj pa trp, ne, še policija, ki je prišla, to je bilo pa za mamo, ne. Ko je pa pol rekel, zakaj si to naredil? Ker sem psihopat. To se pa naučil. Ni, Ja, doma to je narobe se naučeno. naučil. Otrok ne more biti psihopat. Kaj, če bi ta mama naredila samomor, recimo, ali pa končala v psihiatrični bolnici, bi bilo Kosti kaj lažje za to? On je tako pameten, da bi rekel ne, zdaj, če je samomor naredila, je nehala trpeti. Naj živi čim dlje, da bo dlje trpela. Aha. Ali pa če se je tam strga, da je v komi, pa je našel pa na tableti, on Ja. ugotovi, ona nič ne trpi. Ja, zanimiva je družba, ker recimo ga obsojajo, seveda dejanje se obsoja, čeprav družba bolj ne ga obsoja kot dejanje, se mi zdi. Ampak kljub temu, če bi pa dal intervju, bi pa vsi te, ki zdaj obsojajo, ne ga gledali to in se naslajali na tem. To mi je bil zanimiv primer, kaj eno ubil ni tako dolg nazaj in je v živo predvajal. In sem videla svoje prijateljice, ki vem, da so bile žrtve nasilja, ki so to gledale in sem rekla, zakaj to gledaš? To mi ni čisto jasno. Kako deluje ta človeški? Človeška duševnost ima veliko živalskosti. Freud je te živalskosti svoj cajt, že na staro leto, rekel, da je to tanatos, gon smrti. In določeni užitki se dogajajo tudi, ko se gleda največje absurdne stvari, ker kaj takega miselni procesi ne morejo biti deležni vsak dan. In ko to vidiš, se ti možgani nafilajo z nekimi dodatnimi informacijami, na račun katerih se ti dogaja neko čudenje, ki ima celo atribut užitka. Ne? Recimo v seksu, recimo, se določene ženske rade izpostavljajo na nek javni prostor, kjer je možno, da me bojo videli. Sam potem, ko me ne vidijo, ne, potem je pa to večji užitek. Najbolj prepovedane stvari imajo ene segmente v miselni dejavnosti, ki naredijo tisto najbolj prepovedano stvar še večji užitek. Bolj kot je prepovedano, večji užitek. Zato se recimo v teh seksualnih radostih eni absurdi dogaja, zato ker se užitek, ta živalski užitek se nekako povečuje. Na zavestni ravni samo užitek čutiš. In pol ljudje intuitivno čutijo, da karkoli se dogaja s Kosto in prinaša neko ugodje, da ne rečem užitek. In zato so te intervjuje, pa to, torej intervju imajo že dali, ampak Kosta recimo lahko zapade v ta narcizem in on uživa v javni pozornosti. To mnogi serijski morilci delajo. Se potem javno izpostavljajo in doživljajo užitek. Zvezdniki praktično. Ja, ampak to so hudi psihopati, ki se izpostavljajo, da si dvignejo užitek. Narcistični, ko se javnost tam pa polemizirajo, pa izzivajo javnost. Ampak ta Kosta bo rabil denar, osnovno šolo je on naredil zdaj. Ne? On je končal letos osnovno šolo, po pogodbi, se pravi, ni hodil v šolo, ampak tam v tisti psihiatrični kliniki je naredil šolo, on bo tudi srednjo šolo naredil. Mogoče kak faks, ali pa ne bo. Mislim, on bo študiozen, zdaj, če ne bo naredil samomora, lahko zgradi obrambne mehanizme, ker ima ego, že zdaj ima velik ego, ker je bil toliko zalagan s temi uspehi in on ve, da je več. In njegovi obrambni mehanizmi lahko ego toliko napumpajo, da bo sebe uprav kriv, da če še nisem jaz kriv, so me starši zajebali. Sam, če bo on nagrajen s tem intervjujem za praktično te oboje,
Bo pa on to zelo čuden povezal v svojih možganih in a je možnost, da še ponovi te umore, ko bo Zdaj odrasel? tako, jaz bom rekel, teh umorov on ne bo ponovil, če moje znanje psihoanalize ve, njemu bo nadjaz stopil na sceno, zato je opcija, da naredi samomor. Če ga ne naredi, lahko odškodninsko obrambne mehanizme aktivirati, mu zaščitijo digniteto ega. In potem bo on zvalil krivdo na starše, sam, če on gre v javnost, ga ubijejo, ga linčajo. Sam ne moreš pri, ne vem, 30, 40 jokcat, ko te mama gredo pogledala v otroštvu. On bo aktiviral obrambne mehanizme in si prikrojil eno vrste resnico, s katero bo lahko živel, ampak tiste 2 milijona, če jih dobi, ali pa kakor bo on dobil od teh intervjujev, in bo imel verjetno te hijene, bojo prišli menedžerji, ti bom jaz zrihtal, letno dobiš 100.000 evrov, milijon lahko dobiš. Kaj pa to pomeni plastično operacijo? Ti spremenijo faco, identitetno spremeniš, lahko živiš v Beogradu, ne bom vedel, kdo si. To vse lahko zakamuflirajo, ali pa se naučil angleško, že zdaj zna angleško, gre v Ameriko. Pa ima milijon evrov na računu in on normalno živi, skrije identiteto, kdo si pa ti, ja, blablabla. Si že zmislil. Inteligibilno zgodbo se infiltrira v družbo, skrije, kaj je počel, in normalno živi. Več, kot se mislimo, zato rab on denar in on bo verjetno intervjuje dajal. Nataša Kampuš je za denar dajala intervjuje. Samo ona je bila spet žrtev, on je pa storilec. Ja, ampak ona ni hotela o tem govoriti, pa mi je pa denarja zmanjkalo. Pa začela govoriti, zdaj pa živi ko bublje v loju. Avtorske pravice, knjige se pišejo. Sej, ta je bila res žrtev, in če ona vse tisto pove, kar ona, ko bo zrela, bo tudi povedala, ker je to dobro za družbo. Bo ta moralni moment in bo sodelovala, ne vem, pa še živela na račun kalvarije, ki jo kot deklica doživljala. Tako da te zadeve se bojo dogajale na tak način, da ta primer, tako kot recimo enega Jozefa Fritzla, ta je pa svojo hčerko ugrabil pri 18 letih, zaprl v klet, pa imel 7 otrok z njo. In žena ni nič hotela vedeti, uradno ni vedela. Hotena nevednost se temu reče. To se me vpraša, hotena nevednost, ker če ti veš resnico, se lahko ubiješ. In potem si racionaliziraš, da to ni res, nič ne razmišljaš, lažje živiš. Ampak ta je ven že menda prišel z resta. Ona je spremenila identiteto, otroci se ne ve, kdo je, država bo poskrbela, ampak mene ta Fritzl zanima, ker je teoretsko balzam za teoretsko dušo. Mene ful zanima, tako kot me je Trobec, pa sem iskal detajle, Silva Plut, veliko teh amok napadalcev v Ameriki, ki jim iščem, zakaj so to naredili. Tudi take Trumpa napadel. Me ful zanima, kje je tukaj oče, zakaj se je to zgodilo. In ta Fritzl je ful enigma, zato, ker so ta prvo mislili, kako je Hitler kriv, stigaj, čakajte malo, Hitler ni nič kriv. Brez očeta je živel, z mamo je spal zelo dolgo in pa se je izkazal, dokdaj je spal z mamo. Seksualni turizem je imel na Tajskem, tiste Tajke so mu mogle mrliča igrati, da je mrtvo mamo porivu. Mene te detalje ful zanimajo, zato, ker jaz bi vedel, kako človeška psiha deluje. Ta Kosta bo pa čez 5-10 let ful zanimiv, da bi on dal pa takrat neke intervjuje. To bi imel jaz v šesa Koslonček Dumbo, da bi videl, kako se je naglihal, to, kar sem jaz napovedal, da bo narobil živčnega zloma. Na eni strani, ali pa da zgradi ego tak, da bo rekel, nisem jaz kriv. To me ful zanima. Sam to je pa v zanikanju, ker enkrat bo mogel sprejeti to svojo odgovornost in kriv, da tudi če je star 13. Ja, ampak obrambni mehanizmi delujejo nezavedno in on si bo na pobudo obrambne psihe ohranil življenje. Kako že? Ja, tako da bo rekel, kar to drži, on ni kriv, formalno. Ko je Breivik pobil tistih 80 mladcev, otrok od teh laboristov, ki so državo zapeljali v multikulti, pa celo Azijo dobili gor, in je Breivik, ker ni imel očeta, ker je oče šel z drugo žensko, mamica mu je servirala ljubimce, bil strašansko jezen na te prve tujce, je razvil ksenofobijo in postreljal potem tiste, ki so upravljali z državo, z mamo, pa ni bil jezen glih na tujce, ker ti ljubimci so bili dosti v redu, ampak so na politike, ki so multikulturnost upeljali. Zdaj temu Breivik se tudi dal to servirati in bi bil on se pa začel pa kesati. Ampak on upelje obrambne mehanizme, začitil sem Norveško, napisal manifest, veliko
sledilcev, ne, tistih nacionalistov, ksenofobov, ki ne marajo tujcev. Tujci so materini ljubimci načeloma. Ja. In potem bi cela teorija, ki temelji ravno na Freudu, na psihoanalizi, bi dobila ogromno nekih novih informacij, s pomočjo katerih bi mi družbo lahko zastavili. In pa bi rekli, mamica, boš imela dopust porodniški do 12. meseca, nič ne šla prej v službo. Ja. Ne? Ali pa lezbike, ne boste se uplajale samsko. Otrok oče, rab mora biti zraven, da otrok ve, kjer je biološki oče. Ne sme biti tam prijateljica od mamice brez penisa. Penisno bitje mora kastracijsko pretnjo. To se vse zgodilo čez par let, ko se bo natančno vedelo, kako psiha deluje. Pa je možno zdaj, kaj to te LGBT, kaj že vse, ne gre se samo za geje, gre se prav za eno čudno sceno. A je možno, da se s časoma prav zgubi ta spolnost, da bo šlo vse v eno brezspolnost? Kam gre ta družba? Človek ni tako narejen, grejo Japonci v to smer. Ne, Kaj pa genetsko? Kakšni so plani? Ne. Jaz mislim, da ta božja stvaritev imenovana človek ima neke varovalke. Jaz sem že bil v eni oddaji, ki je bila tale, ki me zdaj preganja s policijo, pa brada 10.000 evrov, Katarina Keček, ko je bila še Katarina Stojanovič, pa tale Nenad Zraba, danes sam sebi reče Salome, je bil že takrat Salome, ampak je še imel tezga jajcpajkla, ne, med nogam, pa silikone takole imel, ne. In je pol Katarina za sklep rekla, ali je možno, da se bo tale spol zvodenel, pa da bojo ženske enake moškim, pa da si... Rekel, ne, ni možno. Ko bo deklica deležna anatomije genitalij in ko bo tam oče, kot bitje s penisom, je nemogoče, da deklica, ne, fundament ne ponotrani, videno anatomijo genitalij in si želi tisto, kar njena telesu manjka. Nemogoče, to ima moški. Ne more ženska kar lezbika biti, lahko je par let, pa pride jebač, pa jo nafila, pa se ji zasukne od užitka. Sorry, grobo sem povedal, nemogoče, da se, pa tudi fantek, ne, ko vidi tisto lepoto imenovano mamica, ko se tam on podoji, če se ne podoji, umre, ne. Ko vidi zdaj tam velike joške, tam zraste, mu jih pokaže, si že na rataš. Je ne možeš, da si deca želiš, če vidiš tam naslednico matere. Ne more se to tako spremeniti. Feminizem lahko proti vetriščije, ne more, ne bojo, nikoli. Jaz sem pa pač tisk, ki bi red družbo normaliziral, ker bo šlo vse v maloro, če ne bo zdrave konzervativnosti tudi na levi. Jaz sem pa strbol, srce vam na levi, ampak butast pa nisem, ne. Ja, družba še zmeraj tudi zdaj vidim pri Kosti, kako kaznovati. Torej, družba še zmeraj dela predvsem na temo, da bi izhajali iz strahu, ne toliko iz ljubezni, ker zdaj mi lahko kaznujemo na enkerga vse, ampak dejstvo je, da imamo veliko tempiranih bomb v teh najstnikih zdajšnjih. Pa smrtno kazen hoče vpeljati. Smrtna kazen je za 13-letnika. Pa tudi za poznejše, ne. Smrt, mi smo se odrekli, načela se odreče v Ameriki tudi, čeprav nekatere države imajo smrtno kazen. Smrtna kazen malo preplaši. In se malo bojijo, kaj če smrtno kazen dobim, ne. Ampak racionalizacija na pobudo te patologije ima veto tako, da človek se tudi smrtne kazni ne boji in serijski morilci, ki ubijajo ženske, ima smrtno kazen opcijo, ampak on ve, ne, racionalizirajo si, da ga ne bojo dobili. In naredi umor in ga ne dobijo, ne, se pa ga dobijo in pa dobi smrtno kazen. Pa mu je žal, ampak on je v agoniji, ko on hoče uživati ob ubijanju, in ta užitek ima enormno libidinalno investicijo, on ne more nehati ubijati. Ampak smrtna kazen ni toliko namenjena teh, ki so deležni smrtni kazni, ampak sadističnemu užitku, ki pomiri ljudi. Ker največji tisti sadisti, ki zagovarjajo smrtno kazen, sebi lajšajo dušo, ko vidijo, da tam so onga pa pol ubili. In si olajša dušo, ko so on cvre na tistem stolu. Ne, to je sadistični užitek tisti, ki zagovarjajo smrtno kazen. Jaz recimo ne zagovarjam smrtne kazni. Jaz bi se rad naučil nekaj od teh ljudi. Ja, to je, ampak je človek tako škodljiv za družbo, okej, ga odstraniti. Izolira se. Ampak to je pol, kaj, dosmrten zapor. Ja, dosmrtno izoliran, okej, stane državo. Pa ni mu hudega v zaporu, torej, okej, trpi, ker ni svoboden. Zdaj tako mi rekel, pedofile pa morilce žensk, sojetniki, klasični kriminalci, v grob spravijo. To so se ubijali. To je nekak naraven zakon.
Ne, oni, kriminalci, tudi nimajo nadjaza, ampak mi smo navadni kriminalci, tisti pa pedofili. In pol, ko ga tepejo. Torej, on je izmeček izmečkov. Ja, Pa to te, ki se so rangirajo, nasilni do mi smo žensk. običajni kriminalci, tisti pa baba ubil, ali pa tisti pa pedofil. Pa te, Torej, kljub temu, da so kriminalci nekako ne tolerirajo pa nad unimi najšibkejšimi nasilje. Zanimivo. Ne, zdaj, to se zmenijo. Zdaj v filmih je dosti tega. Direktor zapora, pazniki, dajte vi malo stran pogledati, ne, se zmenijo, veš ko, zdaj nas ne vodite ga malo. Pa on samomor naredi. Tale, kaj že, ki je pripravil Julio Adlešič, že si roko odžaga. Ta že po zaporu ne bo prišel. To, kar je ta naredil, to je sramota moškemu spolu, ko ta pride v rest. Če ga ne bojo izolirali, ga bojo svetniki ubili. Zato, ker se rangirajo. Ne, ker tudi običajnim lopovom, ne, tudi maficem, ne pride na kraj pameti, recimo, da bi mafici posebej veljajo, da imajo svojo mamo radi. Ne. Da pa pride en tako ženo ubije, ali žensko, ali pa da en pedofil. Pa to tukaj uživajo sadistično, ko ga lahko linčajo, pa on sam naredi samomor. In to se naravno zgodi, kar pomeni, da je čisto naravno, da ženske bi mogle biti zaščitene in otroci tudi. Ampak v tej današnji družbi toliko že tudi moških poženščenih, da so že kar na pol ene ženske tudi sami. In to je tak čuden svet postaja. In mi sanjamo nekaj o nenasilni komunikaciji, nenasilnem svetu, ampak koliko je to sploh, ne vem, tako zakončno vprašam, koliko je sploh realno ta nenasilna komunikacija, nenasilen svet. Veliko je v besedah. Če bojo mamice, vestne mamice s svojim sinčkom, da ga nikoli ne bo udarila, fotor ga bo pa v red spravil, tale bo odrasel si sinček tudi podrazno, ne bo nobena ženska udaril. Nobena ženska ne bo udaril. Kaj pa za mame, ki so pa že malo kakšne stvari, kako se da popraviti, kako popraviti, da pač ne bo več teh ala kosta? Jaz bi toplo priporočal, naj se, zato sem tudi knjigo Prvi spol napisal, naj se feminizem kot nora ideologija zameji. Ideologinje feminizma, zdaj ali norveškega, skandinavskega, ali slovenskega, ali srbskega, to so nore babe. Sorry. Ko se bo in teh je par procentov, ko se te izolira od mainstreama, ko se ne bojo te feministke zažrle v levo politiko, ko se bojo levi politiki streznili, ker jaz vem, 2-1, sem bil v LDS-u. Jaz sem rekel, spoštovani kolegi, in to ne te trbovski, to so prišli, ne bom jih po imenu, ker sem nekter še v politiki. Si rekel, veste, kakve babe imate vi? Ne govori, to niso babe, to so decaste, muškobanjaste žene. In te so zažrte, enako spolov, pa kvote, in po svojimi nebulozami vsa sodišča. So ženska, CSDI, same babe, to kastrirajo sistemsko, dobi deca, da se lahko izživlja. Zajebo je foter, pa mož. In pa dobi Centru za socialno delo. Sem rekel, da je baba pretegnjena. Prepoved bliževanja pol leta, ne smeš videti svojih otrok. Pa še lažejo, da je, ne vem, spolno nadlegoval hčerko, ker je rit obrisal. Ona je pa rekla, Ritko mi obriš. On je pa obrisal spolno nadlegovanje. Pol leta hčerko Temu bi se rekli zloraba svetosti, zato ker zaradi takih pa resničnim žrtvam ne verjamejo. In to te, ne vse, ampak znajo ženske biti fejst tako pokvarjene, moški tudi psihopati, ampak enih 20% moških ima pa tisto eno sveto, rekel, najvišjo stopnjo moralnega razsojanja, ki ne temelji na sočutju, ampak na postkondicionalnem moralnem razsojanju. Da so sposobni kršiti zakone in narediti nekaj, kar je prav. Jaz to lahko naredim. Moralno prav. Moralno prav. 20% moških. 80% moških zna biti fejst pokvarjen, ali pa 50% tako srednje pokvarjenih, tam jih je pa še enih 30, so pa totalno pokvarjeni. Ampak ženska, v objemu sočutja, ona nima avtohtonega moralnega razsojanja in pa so te ženske na vodilnih položajih in oni z razsodno močjo ne vlečejo pravih potez. Tam je treba Pavra rint, ona pa škica gor meče na šah. Ženska bolj deluje vse na čustvih, moški pa na razsodnosti. Vse na čustvih. Kopica dobrih stvari se dogaja s čustvi. In če bi ženske prevzele patronat nad ukrajinsko vojno, recimo Angela Merkel, ki je bila kandidatka, da Putina v red spravi pa Zelenskega, če bi babek jaz spravila, vojne ne bilo več. Ker bi to sočutje bilo tako močno, ker tam je 100 000 ljudi umira. Z žensko sočutje, ali pa Gaza, če bi te Netanjahuja zamenjali ene ženske, se Izrael ne bi teh norcev
Palestincev lotev, ker so tudi pretegnjen narod. Ne. Ja. Se jih bi drugače, ne pa da tam ti otroci pa ženske umirajo, ker te Palestinci pa jih otroke pa ženske dajo v prvo bojne vrste. Ne. To je tudi patologija. Ženske imajo svoje adute, samo ne se s temi kvotami silt tja v politiko. Pa dobimo, kar dobimo na predsedniška mesta. Ja. Mislim. Ko bi pa moški, torej preventivni ukrepi, kako morajo moški delovati, da ne bo novih kost? Pravični bojo, ne, pravičnost, sin mora biti deležen pravičnega, dobrega očeta, ki pomisli dar pa sprav sina v red, pa babo tudi, mislim babo. Žena mora pa korigirati tega pretegnjenega oplojevalca, ne, pa zmanjšati njegove, kako bi rekel, foter je butast, ampak ne mu govoriti, ne, če je tukaj, da ga lahko rehabilitiraš, ga probi rehabilitirati, ker si ne sme slabega fotra videti. Ko bom velik, bom kak bom, je tak car, ko imajo oči. Zdaj pa mamica reka, to je foter in največji kreten, kar jih obstaja. To je tukaj spolsko, ne, zdaj ima žute minute, zdaj mu imajo spodršili, drugače pa dobrega srca. In pa se in deklica na svoj način, deček na svoj način lahko nekako znajde. Pa tudi z razumom sebe fura. Ampak moški, meni točki mora biti testosteronski, mora pomisliti dati, mora reči bobu bob. Eni Urški Klakočar Zupančič, ja, kdo je bo pa rekel, če ben ves svobode ne upa reči, ja, jaz ti bom po televiziji rekel. In pa vi, bučkoti, neumni, na mene policijo pošlje, ja, vi morate reči, mi nismo tisti, ki bomo na narod pošiljali policijo, če kritično govori. Mi nismo tisti. In noben jo ni v red spravil. Torej, če rečemo eno tako zaključno misel, mame smo veliko bolj pomembne, kot si zdaj hočemo verjeti si misliti, ker igramo ključno vlogo. Kakorkoli pogledaš, je mama zmeruna, pri kateri se začne. Torej, otrok mora biti prioriteta. Mama tudi spusti na sebe, ne, enega, ne, zdaj če foter zajebe, pa ga fali, ne, ali pa tisti bleferi tam ful igra vlogo. Torej, izbira kvalitetnih Ja, moških. mora biti zbirčna. Jaz sem že parkrat rekel, 20 let nazaj, družbo bojo v red spravljali dobre mrhe, ki se bojo z normalnimi tipi dol dajale. Ne z unimi tajkuni psihopatskimi. Ne, un ima veliko denarja, točno veš, da je psihopat, a denarja ima pa veliko. Ne unem dati. Pet z unem kmetom, ki je normalen, dela 10 ur na dan, ne, denarja ima pa malo manj. Ja, un mafijaš pa šverca z drogo, ne se s tistim dol dajati. Torej, moralo mora imeti poštimano, torej, da ni zapit, da ni v drogi, da ni Ženska tajkun. mora imeti občutek, s katerim se bo kaj zapletala. Ja. Sam tej ženski mora pa normalen foter očetovati, da bo sploh okus imela, kjer je normalen. Ne, zdaj pa te lepotice vidijo denar, ne, ja, kdo ima pa denar, največji psihopati imajo denar. In pa se unem nastav. In za nagrado, ker je psihopat, ima lepe babe. Ja, glih obratno mogli biti. Te babe bi se mogli dajati z unimi moralno razsodnimi moškimi. Ja. In pa bi se pa družba normalizirala. Okay. Skratka. Torej, če imate še kakšno zaključno misel? Ko pa vem, se mi zdi, da sem vse povedal. Mame ste vsega krive, ampak tudi zaradi tega, ker tele moške včasih ne morete v red spraviti. Ne morete. Ja, ker so že njihove mame pač tako škoda naredile in oni ne ozavestijo Ja. tega in se bijemo z mlini na veter. Pa dostikrat. testosteron se to težko, moraš imeti potrpljenje, srečo, testosteron v red spraviti, lažje opico govoriti naučiš. Se pa zgodi tudi včasih, da se mama, ki je sicer pri sinu mrskej zaje, odmakne in pusti pol tej ženski, da postavi meje. Ja, Tudi to sem doživela osebno. Sem že tudi mojem rekel, dej ga v red sprav. Bom, vse je v redu. Ok, v redu. Ne? Se pravi, ženske, potem pa tudi tiste neke anomalije, ki jih ima, vsi imamo anomalije, jih v red spravijo. Ja. Katrina, dej ga v red sprav. Za Patriciji nič ne rečem. Patricija je dobila tombolo. 2 sina imam, pa tako malo apeliram. Torej, ja. To je bilo to. Hvala, da ste poslušali. Ja, hvala.